Krog, krožni lok in krožni izsek. Nekaj smo že povedali o krogu. Za tiste stvari, če jih ne poznate, polmer, središče in vse to, to si poglejte za nazaj video vsebine. Medtem ko sedaj, bomo pa pogledali ploščino pa obseg kroga. Zdaj, ploščino pa obseg kroga, krog je ena taka posebna geometrijska struktura, je zelo težko izmeriti, bi rekli, In ploščino kroga v bistvu zdaj v sodobnem času izračunamo z integralom. Kako so to Grki počeli, ker so tudi znali, pa približke pija so imeli in vsega boga. Tako da to so znamenitosti, ko si jih lahko pogledate, če vas več zanima. Je ena taka zelo, bi rekla, zanimiva matematična struktura. No, mi si pa poglejmo obseg pa ploščino. Zdaj, obseg je vsekakor, če količina, enodimenzionalna še vedno, če se sprehodimo okoli in okoli kroga. Tule že imam jaz pripravljen en krog. Tule je središče, Od središča pa do krožnice je polmer, ki ga označimo z R in je povsod enak. Če pa damo konec pa do tega konca, se pravi od krožnice do krožnice pa čez središče, najdaljša tetiva, ali kako bi rekli, je pa premer, se pravi od tega konca do tega konca je pa D diameter oziroma premer. No, obseg kroga, to ste verjetno že slišali, obseg je 2 pi R. Pi je konstanta in je približno 3,14. To je obseg. Ploščina kroga S pa je pi R na kvadrat. Pi je še vedno ista konstanta, R je pa še vedno polmer. No, če pa bi želeli izračunati premer, je pa D dvakrat R. Se pravi, D je pa dvakrat R. Takole. Pa dajmo tole zdaj zbrisati, Imate tukaj od zgoraj to formulo, če bo koga zanimala. Zdaj kratko samo vam bom povedala o radianih. Mi smo navajeni kote meriti v stopinjah, 30 stopinj, 50 stopinj pa tako. No, radian je pa ena druga merska enota za kot in to je v bistvu kot, pi radianov je v bistvu kot, ki ga dobi ko vpiše 180 stopinj. No, se pravi, pi v radianih je isto kot 180 stopinj. Zdaj, kadar niso stopinje napisane, so to, če so pi zraven, so to radiani. Malo sem zakomplicirala. Se pravi, en pi si zapomnite, radianov, je 180 stopinj. Tukaj imam jaz sicer napisano pretvorbo, ampak bomo kaj več o tem naredili oziroma bomo naredili v 3. letniku. Tako da tudi tole, če je kot izražen v radianih in v radianih, lahko pustite. Se bomo še pa pogovorili, kaj je krožni lok pa kaj je krožni izsek. Krožni lok je del krožnice, ki ga opiše v določenem kotu. Se pravi, tale del, če bi želeli, koliko je tale del, potem bi mogli poznati seveda tale kot noter, recimo fi. In krožni lok dobimo tako, da rečemo, vzamemo celoten obseg, recimo za lok, vzamemo 2 pi R, to je obseg. Delimo z vsemi stopinjami, ki je, tako da dobimo za eno stopinjo, koliko je loka, pol pa pomnožimo s tistim kotom, ki ga imamo, Se pravi, lok je
tole. Zdaj pa kar 2 pa 360 se še lahko pokrajšajo, dobimo pi r polomljeno za 180 stopinj. Pa še krat fi lahko tule napišemo. Se še vidi? Ja, okej, tako. Se pravi, to je log. Tukaj so ga označili pa z alfa. Se pravi, če še enkrat ponovimo, krožni log pripada pač enemu kotu, odvisno, koliko je razprto. Za to, da ga izračunamo, potrebujemo polmer, pa tale kot. In pi r krat kot, polomljeno 180 stopinj, je log. Takole bomo kar takle naredili. Brisali. Krog si bomo pa pustili. No, krožni izsek je pa v bistvu cel izsek ven. To bo pa ploščina tega dela, ki ostane, če omejimo z 2 polmeroma. Se pravi, krožni izsek je pa v bistvu ploščina celotnega dela, ne. Log je pač samo enodimenzionalna enota, tu pa je ploščinska enota in to je izsek. Prav tako se dogaja pri enem kotu in v bistvu dobimo podobno. Če hočemo krožni izsek, damo gor, kaka je ploščina celotnega kroga, a ne. Potem dobimo za eno stopinjo, polomljeno s 360 stopinjami, in potem pomnožimo s kotom, ki pač je tule noter, ne. Tu smo mi rekli, da imamo fi. Se pravi fi. Se pravi, ploščina je pi r kvadrat krat središčni kot, polomljeno s 360 stopinjami, ne. Spet, mi bomo zaenkrat potrebovali vse v stopinjah, obstajajo še pa druge enote, ki jih v bistvu zelo potrebujemo pri risanju, ne vem, sinusa in kosinusa kot funkcije. In pa tudi v gradbeništvu in v tem se uporabljajo tudi koti v radianih, a ne. Drugače pa mi smo vajeni delati s stopinjami in za stopinje je to dosti. Se pravi, obseg in ploščina kroga, morate znati formulo, krožni log in krožni izsek. Tako, zdaj gremo pa na vaje. Prišli smo do konca. Če želite ali morate videti več, si poglejte na moji spletni strani ninarazlaga.si ali pa se naročite na moj YouTube kanal. Se vidimo!